Ocenitev, ki je bila pripravljena na podlagi podatkov, ki jih je cenilcu predložilo poslovodstvo, ocenjuje vrednost celotne družbe Mercator na cirka 200 milijonov evrov. Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je vrednost preko milijardo, kar pomeni 5-krat več. To posledično seveda pomeni tudi razliko v ceni vrednosti delnice. Če je bila izplačana denarna odpravnina 36 evrov, bi se dejansko po naši oceni morala gibati okrog 200 evrov. Zato je VZMD organiziral zbiranje pooblastil in v postopek povabil nekaj 100 delničarjev, ki so se mu tudi pridružili. Seveda pa ta poziv ostaja odprt tudi za vse ostale, ki bi se mu še želeli pridružiti. Poleg VZMD-ja so tu še drugi predlagatelji, tako da ne gre za osamljeno oceno, da je bila izplačana denarna odpravnina prenizka. V postopku smo navedli dovolj argumentov, ki kažejo, da je bila metoda, ki jo je poslovodstvo porabilo za pripravo cenitve vrednosti delnice, neustrezna, predvsem pa je poslovodstvo več kot očitno ocenjevalcu vrednosti delnic dalo povsem napačne podatke oziroma svoja predvidevanja o bodočih poslovnih dogodkih oziroma poslovanju Mercatorja. Na današnjem naroku je sodišče zadevo pravzaprav nadaljevalo, tam, kjer je na prejšnjem nehalo. Določeni postopki, ki so jih vodili delničarji glede izpodbijanja sklepov o izključitvi, so bili zaključeni, zato se lahko nadaljuje vsebinski preizkus izplačane denarne odpravnine. Ta preizkus bo sodišče zaupalo poravnalnemu odboru, ki bo v prihodnjih tednih in mesecih verjetno moral pripraviti cenitev in podal svoje mnenje o ustreznosti izplačila. V zadevi sodnega preizkusa primernosti ponujene denarne odpravnine delničarjem družbe M1. M1 je družba, bivša pooblaščena investicijska družba, ki ima na tisoče delničarjev, katerih delnice so bile s sklepom skupščine umaknjene iz organiziranega trga. Zato imajo pravico iz družbe izstopiti in zahtevati primerno denarno nadomestilo za to, vendar je razkorak med tem, kar ponuja družba in tem, kar bi bilo ustrezno, zelo velik. Danes je bilo ugotovljeno, da obstajajo določene možnosti za nadaljnje pogovore med predstavniki delničarjev in glavnim lastnikom oziroma samo družbo. Zaradi tega je bil narok preložen za dober mesec in pol. V tem času pa bomo poskušali doseči ustrezen dogovor za delničarje, ki bi želeli iz družbe izstopiti.